Spoštovani pripadniki Slovenske vojske, cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v Kočevski Reki na slovesni obeležitvi 20. obletnice rodu zvez. Dovolite mi, da med nami še posebej pozdravim predsednika skupščine občine Kočevje v letih 1990 in 1991, doktorja Mihaela Petroviča, načelnika poveljniškega centra poveljstva sil Slovenske vojske, brigadirja Dragana Bavčarja, direktorja 5. uprave Ministrstva za obrambo v letu 1991, gospoda Stanislava Praprotnika, nekdanje pripadnike in veterane rodu zvez, predstavnike podjetij, organizacij, ustanov in lokalne skupnosti, predstavnike enot in poveljstev Slovenske vojske ter druge cenjene goste. Ni naključje, da smo danes na Kočevskem. To območje je zagotavljajo varno zavetje v ključnih trenutkih nastajanja naše države, Republike Slovenije. Pripadniki rodu zvez smo te prednosti koristili in smo na to še posebej ponosni. Dr. Mihael Petrovič je imel v ključnem obdobju našega osamosvajanja kot predsednik skupščine občine Kočevje odgovorno vlogo. Dr. Petrovič, vabim vas, da nam spregovorite. Spoštovane pripadnice in pripadniki rodu zvez Slovenske vojske, spoštovane gospe in gospodje. Letos se spominjamo dogodkov izpred 20 let, torej dogodkov, ki so globoko in usodno posegli v razvoj Slovenije. Ob razložitvi slovenske teritorialne obrambe smo se, eni prej, drugi pozneje, začeli zavedati, da JLA in zvezne oblasti ne bodo dovolile slovenske osamosvojitve po mirni poti. Prav v Kočevju se je takrat porodila ideja o povezovanju najzanesljivejših pripadnikov teritorialne obrambe, tedanje milice in drugih somišljenikov organizacijo, ki bi se v primeru napada na Slovenijo lahko zoperstavila agresorju. Iz teh razmišljanj in predzadevanj se je rodila organizacija, pozneje poimenovana manevrska struktura narodne zaščite, ki je bila namenjena izključno obrambi nastajajoče slovenske države. Če se v okviru manevrske strukture narodne zaščite in pozneje nove teritorialne obrambe ne bi bili organizacijsko, kadrovsko in materialno temeljito pripravili na spopad z JLA, bi bil izid vojne za Slovenijo verjetno drugačen. Vojna bi trajala dlje, krvni davek bi bil večji. Pokojni general Stane Potočar ni brez razloga v nekem intervjuju za sarajevski tisk poudaril pomena manevrske strukture narodne zaščite in se čudil naivnosti Bošnjakov, ki po razorožitvi svoje teritorialne obrambe niso ukrepali podobno kot Slovenija. V času med 17. majem 90 in 27. junijem 91 se je dogajalo marsikaj in kot dokazuje prav vzpostavitev sistema mobilnih zvez teritorialne obrambe iz Kočevske Reke v junijskih dneh pred 20 leti, je intenzivno delo potekalo praktično vse do izbruha sovražnosti. Ljudje, ki so vodili obrambne priprave, so poleg finančnih težav imeli številne druge, včasih skoraj nerešljive probleme. Ni bilo preprosto in nenevarno ilegalno pripraviti lastno vojsko in jo ustrezno opremiti. JLA je bila v Sloveniji še kako prisotna in njena obveščevalna služba ni spala. O tem, s kakšnimi težavami in nevarnostmi je bil na primer povezan uvoz radijskih naprav Rakal, bi neposredni udeleženci tega podviga lahko pripovedovali dramatične zgodbe. Podobne ali še večji problemi je imela Slovenija tudi z uvozom druge vojaške opreme in orožja. Po tedaj veljavnem kazenskem zakoniku SFRJ je bilo organiziranje odpora opredeljeno kot kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samoobravne družbene ureditve in varnosti SFRJ, zanj pa zagrožene hude sankcije, od dolgoletnega zapora do smrtne kazni, če so kot posledica odporniških aktivnosti nastopile smrtne žrtve, nevarnost za življenja ljudi, veliko razdejanje in tako dalje. Nabava radijske opreme in organizacije enot za zvezo neposredno sicer niso ogrožali ne ljudi, ne premoženja, so pa še kako vplivali na potek vojne. Tega se je povsem zavedal tudi naš nasprotnik, saj se med agresijo prav zato s takšno vnemo lotil uničevanja oddajnikov in pretvornikov vseh vrst. V primeru zmage bi zvezni vojaški tožilci nedvomno našli formulacijo, na osnovi katere bi obsodili tudi organizatorje in častnike enot za zveze, če jih ne bi preprosto pogoltnila zemlja.
Udeleženci oziroma akterji obrambnih priprav Slovenije so določila kazenskega zakonika SFRJ poznali, a vendar niso oklevali, ko je čas zahteval dejanja. Ne delamo si utvar, da bi ob zmagi JLA in njeni paravojaški sopotniki z uporniki v Sloveniji ravnali bolj kulturno in prizanesljivo, kot so pozneje ravnali v Vukovarju in drugod. Morda besede, ki jih v poletnih mesecih 90 med nekim konspirativnim pogovorom izrekel tedanji predsednik Kočevskega izvršnega sveta, da je v roških jamah za nas še dovolj prostora, armada pa bo potrebi našla tudi ustrezno žico za zavezovanje, res zvenijo cinično, a gotovo so se marsikomu izmed tistih, ki ste in smo sodelovali pri pripravah na obrambno Slovenije, takrat v mislih motali podobni prizori. Kljub temu za večino dileme o tem, kako je treba ravnati, ni bilo. Ne smemo pa tudi pozabiti, da so v oboroževanju Slovenije in organizacije lastne Slovenske vojske nekateri posamezniki, ki niso videli ali niso hoteli videti realnosti, močno nasprotovali. Vzemite v roke stare časopise in kmalu boste ugotovili, da sedanji nasprotniki Slovenske vojske in zagovorniki zmanjševanja proračunskega deleža za obrambo največkrat prihajajo iz istih logov. Iz napada JLA na Slovenijo se niso ničesar naučili, nas in javnost prepričujejo, da nas je hotela JLA samo nekoliko prestrašiti, mi pa smo po nepotrebnem odgovorili silo. V mnogih zapisih, pa tudi izjavah posameznih politikov še vedno čutiti omalovaževanje vojne za Slovenijo in poskuse poniževanja veteranov, večkrat pa tudi posmeh tistim, ki želijo ohranjati spomin na usodne prelomne čase. Res je, od spominov ni mogoče živeti, a tudi brez spominov ni mogoče živeti. Zlasti brez spominov na čas, ko smo sodelovali v dogodkih, ki so zaznamovali našo sedanjost in bodočnost prihodnjih rodov. Na ta čas in dogodke smo lahko ponosni in vse, kar se med osamosvajanjem dogajalo, bi moralo ostati zapisano v spominu slovenskega ljudstva. Nisem pa prepričan, da se bo to tudi zgodilo. Ne morem se znebiti občutka, da bi naši države te dogodke večkrat najraje zamolčali in prepustili pozabi, čeprav nekdanji teritorialci, miličniki ter pripadniki civilnih struktur, ki smo se vključili v obrambo, nismo storili ničesar, česar bi se morali sramovati. Ste zdaj preverili, koliko je v pripravah na vojno za Slovenijo in sami vojni mogoče izvedeti iz naših učbenikov zgodovine, malo ne nič. Nič čudnega, da mladi ljudje o teh dogodkih tako malo vedo. Človeški spomin je kratkega veka. Lep primer za to je spomin na Rajnko Avstro-Ogrsko monarhijo. V njej se gotovo nista cedila med in mleko, cesarji pa tudi niso bili zapreseženi človekoljubi. In vendar so se starejši ljudje še pred desetletji spominjali kot obljubljene dežele. Podobno je spominom na nekdanjo SFRJ. Pogosto slišimo tožbe, da nam ne je bilo bolje, nostalgija se krepi, veterani pa naj bili krivi za razpad skupne države. Mar zato, da smo se uprli poskusom JLA in zveznih oblasti, da bi jo silo ohranili in nam vselili ureditev primere največjega naroda in njegovih voditeljev, ki so svoje vrstno razumevanje uradno zapovedanega bratstva in enotnosti predtem že nazorno prikazali na Kosovu. Jugoslovanski zapori so bili polni oporečnikov, prizori nasilja in brezpravja so postali vsakdanjost, generalski vrh je grozil za nasilno zadušitev demokratičnih težnj v Sloveniji in drugod. Trenutna stvarnost in tudi bodočnost res nista videti rožnovati. Vendar pa veterani za takšno stanje nismo in ne moremo biti odgovorni. Človek normalno dozori med 18 in 20 letom, kot vse kaže, traja puberteta naše mlade države nekoliko dlje. Zakaj? Nihče ne zna pojasniti. Proti koncu še nekaj besedi v prostoru, v katerem se nahajamo oziroma na katerem se nahajamo. Življenje na Kočevskem je od nekdaj trdo. Prav to je tudi razlog, da je bila poseljena kot zadnja slovenska pokrajina. V trdih okoliščinah pa zrastejo tudi ljudje, ki so občutljivi na vse krivice in izkoriščanje. Kočevarji, Poljanci in Kostelci smo znani kot večni puntarji. Vsi, ki so pred nami tu živeli, so se upirali cesarju, grofom, francozom, italijanskemu in nemškemu okupatorju. Torej nič nenavadnega, da smo organizaciji upora proti JLA in zveznim oblastem prevzeli začetno inicijativo
in nudili varnost enotam nastajajoče Slovenske vojske, ki so se tukaj usposabljale, helikopterjem slovenske policije in prvi generaciji slovenskih nabornikov. V tem kraju, na tem mestu, v parku manevrske strukture narodne zaščite, se je 17. decembra zgodil prvi postroj vojske nastajajoče slovenske države. Tedanji predsednik slovenske vlade, gospod Lojze Peterle, ki mu je pogledal na postrojene vojake, kot je dejal, prvič zadišalo po slovenski vojski, Kočevje in Kočevsko zato imenuje sveti prostor. Z tega mesta smo v Sloveniji pred referendumom sporočili, da nismo goli in bosi, JLA pa dali jasen znak, da smo se za svojo svobodo pripravljeni tudi boriti. Tudi to je bilo pogumno dejanje in mnogi ga takrat niso niti podpirali, niti se ga niso upali udeležiti. In za res čisto na koncu še nekaj besed o dogodku, ki se ga danes spominjamo. Ne vem, koliko vas je prisotnih, tistih, ki ste bili tukaj pred 20 leti. Vzpostavitev sistema zvez je bilo za uspešno obrambo domovine izjemnega pomena, za JLA pa je predstavljala nerešljivo oviro, saj ga ni mogla niti motiti, niti mu uspešno prisluškovati. Tako so in načrti in delovanje obrambnih sil ostali prikriti, ter jo vedno znova presenečali in demoralizirali. Ne vem, koliko življenj smo tudi na račun dobrega in zanesljivega sistema zvez varovali. Če tudi je to morda eno samo, je to bilo vredno vaše požrtvovalnosti in tveganja. Vam in vsem drugim udeležencem vojne se posebej zahvaljujem in vam posebej čestitam. Na svoje delo in dejanja ste lahko ponosni in tega vam nihče ne more vzeti. Pokazali ste najvišjo stopnjo domoljubja, pričo katerega so danes nekatere visoko deneče razprave o domoljubju, še posebno iz ust ljudi, ki takrat svoje domovini niso bili pripravljeni biti na voljo, navadno blepetanje. Domoljubja se ne dokazuje z besedami, domoljubje se dokazuje z ravnanjem in dejanji. Skupaj z radio materijo, obveščevalci in drugimi ste vezisti pomembno prispevali k zmagi, zato je Kočevski v čast, da začetki rodu Zveze Slovenske vojske segajo v naš prostor. Vaš praznik je na nek način tudi naš praznik. Mlajšim pripadnikom, ki v teh dogodkih niste sodelovali ali ste bili takrat šele komaj rojeni, pa zagotavljam, da se na svojo enoto in njene veterane lahko upravičeno ponosni. Služenjem tej enoti ste prevzeli tudi moralno dolžnost, da ohranite spomin na njene pripadnike in njihova domoljubna dejanja. Prepričan sem, da bi v primeru, če bilo treba domovino braniti, tudi vi častno opravili svojo dolžnost. Želim vam lepo praznovanje.